hvala za uvod. Torej, v naslednjih okvirno 30 minut bom predstavila raziskavo, ki jo imamo na projektu Renature, torej dobrine, vrednote in koristi narave v UNESCO biosfernem območju Kras. Bom predstavila predvsem malo širši kontekst raziskave, zakaj jo izvajamo, kaj je cilj na splošno in potem rezultate, ki smo jih do zdaj dobili in kako smo jih dobili in tako naprej. Naslednji, torej, prvo o UNESCO biosfernem območju Kras. UNESCO biosferno območje Kras zajema 4 občine, to so Divača, Hrpelja Kozina, Pivka in Ilirska Bistrica. Program UNESCO biosfernih območij obstaja že od 70 let in obstaja okvirno 200 UNESCO biosfernih območij v celem svetu, skoraj v vsaki državi. Cilj tega UNESCO biosfernega programa za UNESCO biosferna območja jeste, da je kot poligon za raziskovanje in za poskuse trajnostnega razvoja, poligon za izobraževanje tudi in je to nekako tudi deloma cilj Renature projekta, v sklopu katerega izvajamo to raziskavo. Torej, en od ciljev projekta je narediti nov načrt upravljanja UNESCO biosfernim območjem Kras, ki bo med drugim zasnovan na raziskavi ekosistemskih storitev oziroma dobrin, vrednot in koristi narave. Drugi cilji projekta so tudi seveda izobraževanje in komunikacija z lokalnim prebivalstvom in obnova pomembnih habitatov oziroma travišč in kalov. Osrednje območje UNESCO biosfernega območja Kras je Park Škocjanske jame, ki je tudi upravljalec celotnega območja. In zdaj smo že proti koncu projekta in proti koncu same raziskave in končen rezultat in končno poročilo bomo imeli in objavili nekje konec aprila ali začetek maja, tako da bo dostopno vsem, ki vas bo ta raziskava bolj podrobno zanimala. Zdaj bom predstavila tak nasplošen pogled v vse, kar smo delali v tem letu in pol. Zdaj o tem, kaj so vrednote, koristi in dobrine narave, uradno jih kličemo ekosistemske storitve. Delimo jih torej na 3 skupine: oskrbovalne, kulturne in uravnalne storitve. Oskrbovalne storitve, kot vidite na sliki, primeri to so direktne koristi, ki jih dobimo iz narave. Vsa hrana, sadje, zelenjava in tako naprej, potem les, ki ga uporabljamo kot energijo za gradnjo hiš in tako naprej, potem energija, ki jo dobivamo kot hidroenergija, kot sončna energija in drugo. Potem so kulturne ekosistemske storitve, ki so tako bolj neoprijemljive dobrine in vrednote narave, recimo estetsko uživanje v naravi, rekreacija, ki jo izvajamo v naravi, recimo tekom v kakem naravnem območju. Potem izobraževanje, ki se izvaja v naravi, potem kulturna krajina, kulturna dediščina, ki je povezana z naravo, veliko je teh elementov. In na koncu imamo uravnalne storitve. Uravnalne storitve so recimo ponor ogljika, ki ga, da tako rečem, izvajajo gozdovi, potem filtracija vode, ki se dogaja v rekah, ko imamo onesnaženo reko, mikroorganizmi v reki lahko prečistijo te materije, pollution. Potem, torej to so 3 glavne skupine, ki jih imamo in
v naši raziskavi smo se osredotočili na oskrbovalne in na kulturne ekosistemske storitve. Uravnalne storitve zahtevajo več resursov, več kapacitetov od tega, ki smo jih mi imeli v tem projektu. Ampak smo tudi poskusili zajeti oziroma dati vpogled tudi v uravnalne storitve. Še malo o konceptu ekosistemskih storitvah. Ta aplikativna znanost o ekosistemskih storitvah se je začela nekje 70. let. Takrat so prvič uporabili izraz nature services oziroma storitve narave in začeli razmišljati, pisati o tem, kako v resnici, kako vrednotiti vse to, kar nam narava daje, tudi ekonomsko, kako to vključiti v bruto domači, kako se reče, bruto domači proizvod, upravičujem se, in kako zajeti vse to, kar nam narava daje, tudi finančno. Kot vidite, raziskave o ekosistemskih storitvah so veliko narasle v prejšnjih letih in zdaj so tudi Evropska unija, United Nations in druge velike organizacije zajele koncept ekosistemskih storitvah v svoje poročanje, v svoje zahteve k zemljama, članicama in tako naprej. In tukaj na sliki vidite eno od najpomembnejših publikacij, ki zajema ekosistemske storitve, in to je Millennium Ecosystem Assessment iz 2001. leta. Ok. Zdaj malo o tem, kako smo mi naredili našo raziskavo tukaj. Kot prvo, na začetku sem pozabila omeniti našega partnerja. Oni so Norwegian Institute for Nature Research, ki se kličejo tudi NINA, in z njimi smo naredili to biofizično in ekonomsko oceno ekosistemske storitve hrana. Torej, to je bilo, da tako rečem, lahko delo, ker že imamo podatke Statističnega urada Slovenije o količini in povprečnih cenah odkupljenih kmetijskih pridelkov Slovenije, podatke o površini občin, ki smo jih uporabili in na ta način lahko izračunali za vsako občino za številne kategorije. To boste videli v rezultatih čez nekaj minut. Smo lahko izračunali, koliko različnih kategorij hrane se proizvaja v določeni občini za leto 2022 in kolika je ekonomska cena tega, odnosno cena v evrih. Par metodološko pomembnih zadev, ki so mogoče pomembne nekaterim od vas. Ko raziskujemo ekosistemske storitve, je pomembno ločiti doprinos samega ekosistema od doprinosa človeka. Recimo pri hrani človek doprinaša proizvajanju hrane skozi uporabo gnojil, skozi delo, ki ga vlaga v proizvajanje hrane na splošno. Tako da v tej raziskavi nismo uspeli ločiti to dvoje, tako da to bi bil nek naslednji korak za našo raziskavo. Tudi nismo lahko dostopali do vseh podatkov, ker so eni bili zaupni od strani Statističnega urada. To bo tudi pisalo, na koncu bom povedala, katere kategorije hrane nismo upoštevali. In tudi v raziskovanju ekosistemskih storitev je pomembno vključiti povpraševanje in ponudbo, oziroma mi smo v tej raziskavi samo zajeli ponudbo ekosistemske storitve, oziroma kaj je na voljo, kaj se proizvaja, koliko se proizvaja. Z druge strani bi bilo še pomembno
zajeti povpraševanju oziroma koliko česa ljudi kupujejo in tako narediti in imeti v pogledu celotno ekosistemsko storitev. To je mogoče, bom kasneje na naslednjem slajdu dala še en primer, zakaj je to konkretno pomembno. Kar se tiče ekosistemskih storitev voda, uporabili smo eno od možnih metodologij za oceno in to je, da smo vzeli podatke vsake posamezne občine o količini pitne vode, ki se uporabi v določenem letu, o številu prebivalcev in cenike vsake posamezne občine za pitno vodo. Kot prej povedano, v oceni te ekosistemske storitve ne ločujemo doprinos ekosistema od doprinosa človeka, ker človek je naredil celotni vodovodni sistem in to je nekaj, kar nismo uspeli ločiti v tem ocenjevanju. To bi tudi bil naš naslednji korak za druge raziskave. In kot prej, tukaj prikazujemo v resnici porabo vode oziroma povpraševanje za ekosistemsko storitev voda in ne zajemamo celotno ponudbo vode oziroma koliko vode je dostopno v določeni občini za porabo. To bi tudi bil metodološki gledano naslednji korak za nas za raziskavo. To je, kar se tiče oskrbovalnih ekosistemskih storitev. Zdaj za uravnalne ekosistemske storitev, kot sem povedala, one so malo bolj kompleksne in nismo uspeli veliko tega narediti. Trenutno poteka raziskava ponora ogljika, ki jo delamo v sodelovanju s partnerji iz Norveške, kjer obstajajo že zelo dobri podatki o ponoru ogljika v gozdovih in zdaj to bomo povzeli za naše območje in tudi ekonomski ovrednotili. Kar se tiče ekosistemske storitve habitat za prostoživeče živali, to je tudi zelo kompleksno za oceniti, ampak smo želeli poskusiti, ker je to ena izmed ekosistemskih storitev, ki so jo lokalni prebivalci ocenili kot zelo pomembno. Torej, kot zelo pomembne storitve od strani lokalnega prebivalstva so bile hrana in voda, ki smo jih ocenili, potem habitat za prostoživeče živali in številne kulturne ekosistemske storitve, zaradi česa smo se bolj fokusirali v kulturne. Kar se tiče habitata za prostoživeče živali, naredili smo bolj kvalitativno oceno oziroma zemljevid, ki povzema Natura 2000 habitate in tudi habitate, ki niso Natura 2000, ampak nam se zdijo pomembni za vzeti v upoštev. Kar se tiče kulturnih ekosistemskih storitev, njim smo posvetili največ pažnje. Z ene strani smo naredili ena raziskava kulturnih ekosistemskih storitev je bila skozi 30 poglobljenih intervjujev. Imeli smo okvirno 30 vprašanj in naredili raziskavo z lokalnim prebivalstvom. Intervjuji so trajali med 30 minut in 90 minut in iz tega smo dobili veliko besedila za kvalitativno analizo, okoli 150 strani. Zdaj, analiza je končana in rezultati so bolj proti koncu obdelave. Tukaj na desni strani lahko vidite primere enih vprašanj. Vprašali smo veliko stvari naše intervjuance o tem, kaj za njih pomeni narava, kako jo definirajo, kako definirajo zdravo naravo, katere oblike kulturne dediščine so jim pomembne in zakaj. Ali obstajajo določena mesta v naravi, ki so pomembna za občutek pripadnosti, potem ali uporabljajo naravne materiale za karkoli, za dekoracijo, na kakšen način. To bom malo bolj predstavila na koncu, ko pridemo do rezultatov.
Drugi del raziskave kulturnih ekosistemskih storitev oziroma deloma oskrbovalnih tudi je anketiranje. Naredili smo 100 anket tudi z lokalnim prebivalstvom našega območja, UNESCO biosfernega območja, na naključnem vzorcu z uporabo podatkih registra naslovov Slovenije. Torej, raziskavo izvajamo v sodelovanju z našo študentko, ki je v resnici naredila terensko delo z našo pomoč. Te ankete so drugačne od intervjujev, ker so njihov namen je, da so kratke, da so bolj kvantitativne, da so podatki, ki jih dobimo, bolj kvantitativni. 3 glavna vprašanja so in v glavnem so ljudi uporabili okoli 15 minut za odgovor. V tej raziskavi smo jim predstavili seznam ekosistemskih storitev, kot malo vidite tukaj na sliki, in vprašali, katera mesta v naravi in okolice najbolj cenite na tem območju, in potem so oni na zemljevidu lahko izbrali do 30 lokacij, ki so jim pomembne iz različnih razlogov, ki so na seznamu ekosistemskih storitev. To so lahko hrana, voda, les in tako naprej, ali kulturne ekosistemske storitve, kot so zaradi različnih estetskih vrednot, zaradi rekreacije, zaradi duhovnih vrednot. Uravnalne ekosistemske storitve se ponavadi ne vključujejo v tako anketiranje, ker so bolj komplicirane za razumeti. Torej je fokus bil samo na oskrbovalnim in kulturnim storitvam. Drugo vprašanje, ki smo jih vprašali, je bilo vezano na grožnje oziroma tveganja v krajih, ki so jih navedli, torej grožnje ekosistemskim storitvam. In potem na koncu smo tudi vprašali, katere lokacije so jim se zdele kot najbolj pomembne, kot najbolj družbeno koristne. V smislu, v prvem vprašanju so odgovarjali, kaj je za njih osebno pomembno, in v tretjem vprašanju smo želeli videti, a so kakšne lokacije in ekosistemske storitve pomembne za celotno skupnost, vas, kraj in tako naprej. Zdaj malo bolj o rezultatih. Okej, kar se tiče hrane kot oskrbovalne ekosistemske storitve, tukaj kot prvo lahko pogledate zemljevid. V svetlo rjavi barvi na zemljevidu je označena raba kmetijskega zemljišča. To nam se zdelo pomembno, da predstavimo na zemljevidu, ker so v resnici to so območja, s katerih pridejo ti pridelki in vsi ti kilogrami, ki so napisani. Te številke, ki jih vidite, so številke kilogramov za leto 2022, za okvirno 10 kategorij hrane. Tukaj na levi strani vidite vse kategorije, to so torej rezultati za žita, industrijske rastline, zelenjadnice, krmne rastline, sadje, alkoholne pijače, živali za zakol, za pitanje, za pleme, perutnine in jajca, mleko in med. Kako se lahko vidi, številke so nekoliko večje v skladu z velikostjo same občine. Tukaj smo tudi izračunali, kolika je vrednost hrane v kilogramih na enega prebivalca. To tukaj tudi vidite na levi strani. Za divačo na prebivalca v enem letu je, da tako rečem, dostopno 1309 kilogramov in tako naprej. In podoben izračun smo naredili za po hektru kmetijskega zemljišča, da prikažemo, koliko kmetijske površine je dostopno za enega prebivalca oziroma koliko se hrane pridela
za eno osebo na koliko hektarov. Ok, tukaj sem predstavila to biofizično oceno oziroma kilograme. Zdaj na naslednjem slajdu bomo videli ekonomsko oceno oziroma koliko tisti kilogrami, ki smo jih prikazali, koliko stanejo v evrih, kolika je njihova ekonomska vrednota. Tukaj tudi lahko vidite, da smo izračunali ekonomsko vrednost na prebivalca in ekonomsko vrednost na hektar kmetijskega zemljišča. Lahko mi na koncu date povratno informacijo o zemljevidih in o tem, kako, če vam je predstavitev rezultatov jasno, ker tudi načrtujemo predstaviti rezultate lokalnem prebivalstvu v samem začetku aprila in bi bilo dobro vedeti, če je tale izračun dovolj jasen. Kar se tiče ekosistemske storitev voda, tukaj smo na enem zemljevidu lahko predstavili biofizično in ekonomsko oceno ekosistemske storitve. Za malo boljšo predstavitev smo na zemljevid dali vse reke, ki so prisotne na območju in tudi kot pike vidite lokacije zajema vode. Na zemljevidu smo prikazali torej ekonomsko vrednoto vode v evrih za vsako posamezno občino z uporabo metode, ki izključno se temelji na ceniku za vodo in na uporabi vode na prebivalca. To vključuje vodo za pitje in vodo za druge namene. Tukaj mi je pomembno, da nekaj izpostavim. Torej, to je samo ena od metod za izračun, zagotovo za ekonomsko vrednotenje vode, ker voda je včasih za določene ljudi veliko bolj vredna kot številke, ki jih mogoče vidite tukaj. Ko smo delali tale izračun, meni se osebno zdelo mogoče premalo, zato ker veliko več vode je dostopno na tem področju in nekateri ljudje tudi radi izpostavljajo to, da je območje bogato s pitno vodo, recimo za prihodnje generacije. To je nekaj, kar skoraj da nima cene. To je nekaj, kar smo slišali v naših intervjujih in potem sem se spraševala, kako bi lahko tudi to nekako ovrednotili in dodali v tale izračun, tako da to je nekaj, kar tudi trenutno delamo oziroma se pogovarjamo z našimi norveškimi partnerji. Samo to hočem izpostaviti. To je eno pogled v stvari, lahko se tudi naredi več raziskav za bolj komplementaren pogled v neko realno biofizično ekonomsko oceno. Ok, torej tukaj na levi strani tudi vidite biofizično vrednost oziroma porabo vode po prebivalcu, po občini in tol po prebivalcu. Ok. Zdaj gremo na uravnalne ekosistemske storitve oziroma tole je en zemljevid za habitat za prostoživečje živali. Kot mogoče nekateri od vas še vejo, to na zemljevidu imamo Natura 2000 območja, ki so najpomembnejša v naše 4 občine. Tole bom dala sem, da se lahko vidi legenda. Torej, to je kvalitativna ocena in zelo preliminarna, kjer želimo povedati, da so ta območja že ocenjena kot zelo pomembna z vidika veliko številnih vrst in številnih habitatov. Hkrati tudi, kot je vidno,
kot Natura 2000 območje ni zajet praktično cel osrednji del biosfernega rezervata. Zaradi tega smo tudi dodali podatke o traviščih, o trajnih travnikih, ki so pomembni na območju. To je tale nekako svetlo-zelena barva, ki se nahajajo povsod, ki so zelo pomembni za različne travniške vrste rastlin, pa metuljev in tako naprej. Pa tudi kali. Kali se deloma se nahajajo v že zajetih Natura 2000 območjih, nekateri pa tudi ne. Veliko jih je tudi v osrednjem delu območja. Nekako s tem smo želeli poudariti, da niso samo Natura 2000 območja tista, ki so pomembna, ampak da je potrebno tudi zajeti imeti v upoštev tudi druga območja. In kot sem prej povedala, pri metodologiji ocena ponora ogljika trenutno poteka, tako da tiste rezultate ne morem še vedno predstaviti. Zdaj malo o rezultatih raziskave kulturnih in oskrbovalnih ekosistemskih storitev. Prvo predstavljam rezultate anket. Kot se spomnite, povedala sem, da je naše prvo vprašanje bilo, da anketiranci pogledajo seznam ekosistemskih storitev in na podlagi seznama na zemljevidu označijo, katere so jim ekosistemske storitve pomembne. Na zemljevidu vidimo tako imenovane vroče točke oziroma hotspots, kjer so z najbolj temno barvo označena območja z največ točk in z najbolj svetlo barvo območja z najmanj točk od strani anketirancev. Povedala bih tudi, da torej v tej raziskavi smo imeli 100 anketirancev, ki so označili okvirno 1500 točk za številne ekosistemske storitve. Kot največje število točk sta imela rekreacija in turizem in hrana, skoraj isto število točk na zemljevidu, okoli 320-330, kar je tudi pričakovano glede na druge raziskave. Na tretjem mestu smo imeli estetske vrednote, ki so imele okvirno 200-210 točk, pa tudi mi je pomembno povedati, da sta kulturne ekosistemske storitve kulturna dediščina in občutek za dom bile pomembne. Vsaka je imela po 100 in nekaj točk označenih na zemljevidu, tako da to so recimo 5 glavnih ekosistemskih storitev, ki so jih ljudi izbrali v tej raziskavi. Zdaj še bi omenila to, da vzorec od 100 anketirancev je po metodologiji tak minimalni vzorec, ki ga lahko uporabimo in ki smo ga mi lahko uporabili v tej kratki raziskavi, tako da to je bolj preliminarni pogled v kulturne ekosistemske storitve in v resnici to je prva raziskava takega tipa na tem območju, zaradi tega je takšen pogled primeren. V naslednjih raziskavah bomo veseli kakšnih bolj specifičnih vprašanj in večjega vzorca in tako naprej za še bolj natančne rezultate in priporočila za upravljavce območja. Kar se tiče grožnja, to je bilo drugo vprašanje. Tukaj bom povedala, da so anketiranci označili okvirno 300 točk za grožnje, kar je na nek način vsaj zame dobra novica, v smislu, da ne percipirajo, da je območje zelo ogroženo, da so ekosistemske storitve, ki jih uživajo, da postoje velike grožnje za njih, kar je dobro. Seveda so prepoznali ene. Torej, kot
najbolj izpostavljene so podnebne spremembe in izjemni vremenski pojavi, ki so jih opazili v prejšnjem obdobju in skoraj, torej to je okvirno 45 točk, skoraj isto število točk so imele vojaške dejavnosti, ki so jih ljudi izpostavili, in na koncu smeti in trdi odpadki. Kaj je še tukaj bilo pomembno, so dve ekosistemski storitvi pomembne za izpostaviti, torej veliko ljudi je izpostavilo konflikt z divjadjo kot pomembno grožnjo, sicer to ni grožnja naravi, to je bolj grožnja za ljudi, za njihove kmetije, ni direktno, ne ogroža direktno nobeno naravno območje, ampak ker je veliko ljudi želelo govoriti o tem, nam se zdelo, da tudi to zajemo v naše rezultate in potem izpostavimo v poročilu in v priporočilih za upravljavce. In veliko število točk je tudi imela turistična rekreacija s štirikolesniki, iz nekega razloga je tudi veliko ljudi prepoznalo to grožnjo kot neprijetno ali nekaj podobnega. Tako da to bomo tudi izpostavili. V bistvu so to 5 grožnjah, ki so najbolj izpostavljene. Ok, kar se tiče rezultatih naših intervjujev, bom vas spomnila, imeli smo 30 poglobljenih intervjujev, ki smo jih naredili z lokalnim prebivalstvom, in analizirali smo okoli 150 strani besedila. Rezultati so še vedno v obdelavi oziroma proti koncu obdelave in tukaj bom predstavila bolj nasplošno, kateri so naši zaključki. Torej, iz analize besedila smo dobili 3 glavne teme. Prva tema je, zdaj da bi prebrala to, samo malo. Torej, pomen celovitega varovanja kulturne in naravne dediščine za trajnostno prihodnost UNESCO biosfernega območja Kras. Še vedno jo nisem zapomnila na pamet, zaradi tega sem rabila prebrati. Iz te teme smo dobili 4 glavne podteme in v bistvu ta tema je glavna in najbolj izpostavljena v celotni raziskavi. Naslednje 2 teme, ki jih bom predstavila na kratko, so manjše, imajo samo 2 podtemi in torej ta tema se nekako zdela najbolj pomembna in intervjuvanci so največ povedali o stvareh, ki jih bom zdaj predstavila. Torej, v teh temah pri razumevanju in ohranjanju narave veliko ljudi so nam dali številne definicije narave, od tega, da za njih pomeni definicija narave, da je narava čista. To smo veliko slišali, da je zelena, da potem ljudi so veliko izpostavljali povezavo z naravo v smislu, da je človek, izkazali so razumevanje tega, da je človek del narave in da z naravo rabimo sodelovati. Potem smo imeli veliko primerov, kaj so se oni iz narave učili, to je tale del narava kot učiteljica, in tudi hkrati se pa vsi zavedajo pomembnosti izobraževanja v naravi. Pri materialnih in nematerialnih vrednotah narave, to je praktično drugi način za reči ekosistemske storitve. Tukaj smo imeli številno primerov o oprijemljivih in neoprijemljivih vrednotah narave, o rekreaciji v naravi, o estetskih vrednotah, o materialnih dobrinah, hrani, vodi, lesu, ki ga uporabljajo.
Potem bolj ozko in specifično so izpostavljali raznoliko kulturno in naravno dediščino, ki jim je pomembna. In v teh intervjujih smo imeli komponento mapiranja na zemljevidih. Oni so na zemljevidih tudi izpostavili določeno kulturo, naravno dediščino in različne vrednote narave, katere so jim pomembne. Kar se tega tiče, najbolj je bila izpostavljena stara gradnja, stare hiše, stare zgradbe, mlini, žage in tako naprej. Torej, del tega ima direktno povezavo z naravo, kot so mlini, del tega nima precej direktno povezavo z naravo, tako da to bomo analizirali na malo drugačen način. In kar se tiče dediščine, seveda je zelo izpostavljena krščanska kulturna dediščina, vsi možni običaji in navade, ki izhajajo iz krščanske kulturne dediščine, kar je močna na tem območju še vedno. In ljudi so tudi veliko izpostavljali različne vodne vire, kale in podobno. Potem na koncu iz vsega tega, iz številnih vrednot in kulturne dediščine in razumevanja narave, so prebivalci govorili o tem, koliko je določena kulturna dediščina pomembna za njihov občutek do pripadnosti, občutek povezanosti. Govorili so veliko o dediščini za prihodnje generacije in kar jim je vse pomembno ohraniti od naravne in kulturne dediščine in običajev za prihodnost. Ok, to je, kar se tiče prve teme. V drugi temi imamo bolj izpostavljene izzive sožitja človeka, družbe in narave. Torej, tukaj smo veliko govorili, oziroma so nam intervjuvanci veliko govorili o odtujenosti človeka od skupnosti in narave. Tukaj smo dobili veliko primerov o družbenih sprememb v zadnjih nekoliko desetletjih, o vplivu tehnologije na odtujenost, posebej pri mlajših generacijah, potem o vplivu prišlekov na povezanost v vasi, o prednosti dobička pred ohranjanjem narave in kulturne dediščine in o določenih ovirah, ki k izvajanju dejavnosti v naravi in o potencialnih posledicah tega. Potem kot nadaljevanje tega zelo podrobnega opisa odtujenosti človeka od narave so ljudi zelo specifično prepoznali neustrezne pristope odločevalcev, ki jih prepoznajo. Predvsem je najbolje prepoznan nekak neustrezen pristop odločevalcev od zgoraj navzdol, oziroma odločevanje brez sodelovanja lokalcev in lokalnih skupnosti. Potem je veliko izpostavljeno zanemarjanje valorizacije kulturnih in naravnih vrednot, tudi kot kritika odločevalcev na nek način, in so tudi lokalci v intervjujih prepoznali veliko in predstavili veliko ukrepov za zaščito narave. Ok, v tretji temi smo imeli izzive in vplive na trajnostno okolje. Tukaj imamo veliko primerov o dejavnikih ogrožanja naravnega okolja. Tukaj sem naštela samo nekoliko, ki so mi se zdeli najpomembnejši. Predvsem so izpostavljeni industrija. Torej, dejavniki ogrožanja naravnega okolja zajemajo trenutne oziroma aktualne dejavnike in potencialne, ki jih ljudi vidijo v prihodnosti, ki bi se mogoče zgodili, ki so načrtovani ali se niso zgodili in tako naprej. Torej, predvsem industrija, infrastrukturni projekti, vojne dejavnosti, potem masovni turizem so bolj prepoznali v potencialnem smislu, da nikako ne bi želeli, da pride masovni turizem v njihove kraje, hkrati pa seveda cenijo turizem, ampak bolj
trajnosten. Potem nevzdrževanje krajine, zaradi katerega prihaja do tega, da je manj in manj travišč in da je več gozda. Potem so tudi izpostavili par primerov. Prekomerno nabiranje gozdnih dobrin, promet in pomanjkanje spoštovanja kot grožnja ohranjanja narave. In na koncu, kot podtema, imamo vpliv človekove dejavnosti na okolje in posledične nevarnosti. Torej, v bistvu na koncu so intervjuvanci tudi prepoznali, katere posledice, vse te grožnje in dejavniki ogrožanja naravnega okolja, katere posledice ima. Torej, prepoznali so številne načine, kako neustrezen odnos človeka do narave lahko škoduje ljudem. Prepoznali so podnebne spremembe in izjemne vremenske pojave kot posledico številnih groženj. Našteli so tudi primere onesnaženih vod, onesnaženost narave z odpadki, onesnaženost zraka kot posledice, in naravne nesreče, kar sem omenila, in vdor invazivnih vrst. Kot sem povedala, rezultati te raziskave bodo dostopni v vidu poročila in bo povzeto, vsi rezultati povzeti in predstavljeni na način, da se tudi uporabijo citati lokalnega prebivalstva iz intervjujih in njihova zgodba o tem območju. To je vse, kar sem jaz imela za povedati o tej raziskavi. Upam, da je bilo jasno in seveda sem tukaj za vprašanja, komentarje in podobno.